koncem. Kot biješ davik, kupiš drva, plačaš najemnino, potem šele vidiš, ostane ti ena figa. In tale moj se je vnev za politiko, pa čeprav ne zna. Imaš prav. Kar naprej govori, tako ne greš, ko doma bomo gledal partije. Tako ne gre, opozicija bo dvignila glas. Dekletu pa že 3 mesece nismo plačali. In najemnine za prejšnji mesec tudi nismo plačali. Kje so potem še tisti mali dolgovi? Je mleko, je špecarija, no pa saj sama dobro veš. Ja, drži. Težko je dan danes. A še nisi dobila kave? A viš to nesravnost? Anka, kaj s kavo? Že gre? Ko bi vsaj bila mladina, kot je treba, če že človek plačuje. Izvolite. Da ti moram 3-krat reči za kavo? Nisem sedela na kanapeju, imela sem delo. Da bi s tole roko razbila petico, ampak moram potrpeti, ker sem ji dolžna in moram potrpeti. Ja, takšna je danes mladina. Te pa Savka, no, saj zato sem vas pa tudi povabila, da bi vas lepo prosila, če mi date na posodo kakih 200 dinarjev. 200 dinarjev? Joj, otrok, kaj pa jaz to dobim? Je tisto, kar imate na knjižici. Ja, na tisto nikar ne računa, tistega se ne pritaknem. Kome sem skup spravila? Teta Savka, pa ko da ti ne bi vrnili? V 3 mesecih vam poplačamo nazaj. Če je pa samo 3 mesece. In niti dneva več. Jasa, da sine pokora, kašem pa si se spet tepel. Nisem! Ja se je, tepel se je. Poglej ga, kašen je, kot da bi z vislic spadel. Roko si je do krvi popraskal. Ti nesrečnik ti kanalja pa še pravi, da se ni tepel. Prinesi vodo, da si spere. Nisem se! Ja kaj pa potem? Naredili smo demonstracije! Pa kakšne demonstracije? Proti vladi! Kaj imaš pa ti z vlado, sine? Prav nič, ampak sem tudi jaz kričal, da je z vlado! Kaj se imaš ti vmešati za te demonstracije? Pa saj se nisem samo jaz, vsi so že, čez 20 tepel na terazijah. Vlada je pa morala odstopiti, ker so bila enega delovca, 3 so pa ranjeni. Ojojojoj! Pridi v kuhinjo, da te umijam. Zakaj se mi pa umilo? Pa beži tja, pa si umito roko, ne vidiš, da si kot kakšen konjedeljski vajenec. No, jaz bom kar štar. Teta Savka, kako ste se potem odločila za tisto? Katero? Je na tisto posojilo? Ja, tisto. Glede, ne rada se pritaknem tega denarja. Ampak, če je nujno. Teta Savka, nikoli ne se pozabi na ješa, hvala. Torej, tudi večer. Lepo prosim. Ajde, tetka. Ajde. Pa kaj se tebi spet tako mudi? Tja grem! Kaj pa latinščina 2, pa matematika 2, pa krščanski nauk 2. Tega ti pa ni mar, pač pa te demonstracije, da boš ponavljal razen ti pa vseeno, ali kaj? Pa če je tudi 4-krat ponavljal, pa? Ja pa ne glej ti očeta! Ne, bom tebe glel. Aj! No sem rodila tega nesrečnika! Prišla sva, kakor sva odšla. Čisto zastonj sva šla. Kaj ni bilo nikogar doma? Oh, kaj da ne, bila je. Služkina je najprej 10 minut čušljala po hiši, potem pa pride ven pa pravi, gospe ni doma. Ja pa sem jaz za to kriva. Vidiš, človek mora iti po 5-krat, 6-krat na isti prag. Sicer pa so zunaj nekakšne demonstracije. Bog ve, da niso ministri zato zbegani. Ja, da so zbegani ministri, ne rečem, ampak zakaj bi bile zbegane ministrice? Hej, ne govori mi je pripovedovala gospa Nata. Pravi, ženska raje preboli pljučnico kot ministersko krizo. Mama je očitno že prinesla obleko. Ne še? Rekla bi Raki, naj še enkrat reče. Vse za ston. Tako ne gre več. Tako ne gre več, tako ne gre več. Ja, res ne gre. Ampak, če sem iskrena,
Ti niti en razred ne bi pomagal, ne bi ti poplačal dolgov. Pa kaj mi kar naprej te dolgove mečete pod nos? Nisem jih naredil iz objestnosti, ampak če vzame človek ženo brez dote in začne potem urejati dom, Saj te nismo nič silili, da jo vzemi. Vaš čas si govoril. Rad jo imam. ja vi ste pa govorili, da ima 12.000 dinarjev dote. Saj jo ima? Ja, kje pa so? Rad bi jih videl. Dobil jih boš od zavarovalnice. Ja, dobil. Ko umrete vi pa oče. Je do takrat pa menda že lahko počakaš. Ja, do takrat lahko tudi umrem. Ja, ne bi bilo prav velike škode. Ja, za vas res ne. Lahko še vi dobite moje zavarovanje. Ja. Oprostite, dvakrat sem potrkal. Gospoda ni doma? Ne? Pa tudi v pisarni ga ni. A vi ste uradnik? Da, pisar pri gospodu Popoviču. Prišel sem mu sporočiti, da je kabinet odstopil. Kaj? Hotel sem mu, veste, jaz to prvi sporočiti. A to je zanesljivo? Zanesljivo, ampak gotovo gospod to že ve, ko ga ni bilo v pisarni. Kaj sploh ne prišel? No, prišel je zjutraj, ampak je nekako brž odšel, ko je slišal, da je vlada odstopila. To se pravi, da ve. Gotovo, da ve, pa vseeno, jaz sem mu hotel to prvi sporočiti. Mogoče ne ve, vsi pa pravijo, da so poklicali naše, da se stavijo novo vlado. Naše? Da, naše, jaz pa bi mu rad to sporočil. Bomo sporočili, najlepša hvala. Jaz grem zdaj na terazije. Prosim vas, gospa, povejte le, Pera, pisar iz administrativnega oddelka. Cet moj, nisem dobila dneva roke. Ja, če ste pa vi tako veseli? Ja, lej si nočesa sem tako vesela, namesto da bi bil vesel, tudi ti se vprašaš. Raka! Ja, pa česa ne bom vesel? Pa si slišal, kaj pravi človek naše? A Pera, pisar iz administrativnega oddelka. Lahko boš avanziral, lahko pa tudi on. Pa kdo? Ja, kdo? Sima! Ja, pa dejte no, sej oče je že načelnik ministrstva, kaj bo še? Pa upravnik, pa državni spet, pa uradnik monopola. Ja, hej, fant, poveš, koliko že stvari, če se ne hoče? Raka! Ja, pa kaj vam bo? Pa gre kupiti časopise, konec ne bo radovednosti! Raka! Dobar dan, gospa. Dobar dan. Lepo prosim, gospod me je poslal, če mi daste njegov cilinder. Cilinder? Da, cilinder. A prav cilinder? Da. O, sem naenkrat mehka v nogah. A prav gospod vam je rekel, da prinesete cilinder? Da, on. Ja, kje pa je gospod? Tam v ministrstvu. A vam je kaj rekel, kaj bo cilinder? Joj, sem naenkrat zbegana. Pa kje je zdaj ta Dara? Raka! Dara! Pa kamek! Oče hoče cilinder! Gotovo to je to, če hoče človek nosi cilinder enkrat na leto. Bog ve, kje je zdaj ta cilinder. Izvolite. Anka, vi veste, kje je gospodov cilinder? Na omari je bil, pa ga je tale. Da bi te zrod! Ni res! Jaz sem vzel samo škatlo, zato da sem naredil svoj aeroplan. Če sem ga pustil? Ja, in kje si ga pustil? Ne vem. Joj, dajte, iščite, mora se najti cilinder, iščite! Koliko časa ste pa že v ministrstvu? Zelo dolgo, gospod. Oh, in kaj pa pri vas pomeni, kadar pošljajo po cilinder? Pomeni, da je bil gospod poklican na dvor in to reč je treba hitro opraviti. A taka je ta reč. Pa pohitite že vanda! Kje je ta cilinder? Pojdite, v vaših rokah je usoda te dežele. Pohitite, prosim vas. A ti? Ti pa lahko že kaj čakaš, kaj ne tečeš tja? Ja kam? Na terazije! Grem sama! Mama, to vendar ne! Dobro, sej grem jaz. Pa jaz tudi! Da se ne boš zapil v gostilno! Dara moja, kaj ti veš, kaj pomeni? Kadar hočejo cilinder? Ne vem, Kličejo ga na dvor! da mi mislite, da bi oče lahko postal minister? Seveda mislim, zakaj bi pa drugače želel cilinder? Joj, potem bi pa lahko tudi čeda. Pa kaj čeda tebi zdaj prva skrb? Ko bi bila ti le mene malo poslušala. Kaj, ko bi te bila poslušala? Ja, no, če se ne bi s njim oženila, pa se potem oženiš kot ministerska hči. Mama, kakšen pogovor je pa to?
Saj se mu rečem. Meni tudi tako nič ne manjka. Ja, tebi ne, zato pa njemu. Njemu? Ja, poglej, nima šol, pred njim ni karijere, ne zna jezikov. Zame je dober, vam pa ni treba, da vam je všeč. Če sem jaz zadovoljna, kaj imate pa vi s tem? Pa saj vem, kakšen si. Če kdo njega z česom odšvrtne, kot da bi tebe oko dregnil. Ja, tako je. Oprostite. Izvolite. Videl sem gospoda, šel je na dvor. Cilinder ima na glavi. Niste zmotili? Seveda se nisem, vsi naši so bili poklicani. Prosim vas, gospa, povejte gospodu, da sem bil jaz prvi, ki mu je prišel sporočiti, da je čakal. Seveda. Pera, pisar iz administrativnega oddelka. Stara moja, jaz se bom zdaj zjokala, a ti pa nič. Kako nič, samo ne verjamem v tolikšno srečo. Daj, obleci se, greva tja. Mama, to vendar ne gre. Res je ne gre, ker če je oče že minister, bi bilo čudno, da greva peš. Ne zato, ampak zaradi ljudi. Pa kje je zdaj ta tvoj, gotovo se je zabil v gostilno. No, mama. Samo da spravim gospodato z državnega fjakarja, pa tudi če samo za en dan. Ampak vendar je treba najprej nekaj narediti. Ja pa saj vendar je kakšna razlika med menoj in bivšo gospod ministrico NATO. Drugače me tvoj oče ne bi vzel. Gotovo, ampak pravi, da te je moral vzeti. Pa naj tebi to pravi tvoj mož. Ker glavno vprašanje, mama, je, ali bo oče sploh minister. Krojačica je prinesla obleko. Prinesi popoldne, ker če je to, da je minister, potem bom dala svileno kras, drugače pa sem ten. Tako. No, Čedo gre. Kaj je? A teče se smeje, kaj je? Je že na dvorišču. Mena lepem zatrepetalo oko, sigurno prinaša lepe novice. Kaj je? Pa počakajte, no. Govori za Boga, ne zavlačuj, kaj je? Počakajte, da povem vse po vrsti. A je, a ni, a zastopiš? Glejte, takole sem razmislil. Oče naj mi priskrbi eno posojilo in to naj bo namesto dote. Dana, reci temu svojemu naj pove, a je, a ni? A je, a ni? Je. Kaj? Ja, minister. Ja, kdo rabite zlot peklenski, kdo je minister? Oče! Ja. Primite me! No, takole sem se zamislil. Oče naj mi priskrbi eno gospodarsko posojilo v vrednosti 12.000 dinarjev in to naj bo namesto dote. Oče to, oče tisto. Pa kaj se tukaj še koga drugega kaj vpraša? Ja, gotovo. Vpraša se še druge ministre. Ja pa mene? Ja, kaj ste pa vi? Ja jaz sem gospa ministrica. Daj pokliči me. Gospa ministrica. Pokliči me še ti. Bo, ampak pokličite vi mene, gospoda ministra Zet, da vidim, kako to zveni. Prvo zet, to ni nič. Drugič pa se ti tudi ne poda. A vam pa se, glejte no. Mama, Čedo, nehajte se prepirati, to se ja ne spodobi za ministersko hišo. Ja seveda se ne spodobi, ampak če človek ni vzgojen za ministersko hišo. Oče, postal minister! In mene so pred začeli klicati ministersko prase. Pa ne boš se več družil s temi otroki. Kom se pa bom? In od zdaj naprej se boš družil z otroki angleškega konzula. Pa to že ni najhuje, da so mi rekli ministersko prase, ampak so mi tudi obsovali mater. Pa saj oni vedo, da je tvoj oče minister. Zato pa tudi psujejo. Zapiši ti meni te otroke. Jih bomo prevestili na kmete in otroke in učitelja in razred. V tej državi mora enkrat biti red. Pa naj se zdaj ve, komu se sme psovati mater in komu ne. Joj, mama, veš, da mi je všeč, da je oče postal minister. A ja, zakaj? Ja, zdaj, kadar me bo oče tepel, samo zberem demonstracije, pa bom kličal dosti vlado. Tiho, Marga! Oče prihaja. Pa kaj ne rečeš? Doma je šel kot navaden smrtnik, vrnil pa se je kot minister. Minister! Minister! Čestito! Dosti vlado! Oprostite, prišel sem vas sporočiti, da ste postali minister. Pera, pisar iz administrativnega oddelka. Prva slika, druga slika, tretja slika, četrta slika.
Seveda 2. Gospe ministrice trenutno ni doma. Ne. Kako? Ja, po pravici povedano ne vem, kdaj sprejema. Klicala vas je. Potreboval bom vaše ime. Doktor Ninković, sekretar Ministrstva za zunanje zadeve. Dobro. Bom sporočil, vi pa izvolite. Tu imam, prosim, vizitke. Koliko jih pa je? 600. 600? Toliko jih je gospa naročila. Dobro, pojdi. Dara 2. Ja, kaj se pa ti tako sladko smeješ? 600 vizit. Koliko let pa ona misli, da bo ministrica? Kot pa hodi, prav res, že cel dan je ni. Pri Zobarju. Po telefonu je iskal neki doktor Ninković. Si ti govoril z očetom? Ja, sem, ampak z njim se ni vredno pogovarjati. Si predstavljaš, prosim te, on hoče biti minister in pri tem ostati čistih rok. Imam pa zdaj lepo priložnost, da si priskrbim eno gospodarsko posojilo pri razredni loteriji. Živka 2. Anka 2. Mama. Odloži semle. Tako, zdaj lahko greš. Fotografirala so se 12 manjših in ena večja za v izložbo. Me je kdo iskal? Ja, prinesli so vizitke. Mama, zakaj pa jih boš imela kar 600? Kako, zakaj? Tolikšna familija, moram jih dati vsem za spomin. Po telefonu me ni nišče iskal? Da je neki doktor Ninković. Dara, ljuba, daj odnesi to obleko v omaro, daj odnesi še klobuk. Sploh bi s tvojim možem rada spregovorila besedo ali 2. Ko nalaž, tudi jaz bi z vami spregovoril besedo ali 2. Jaz sem se odločil, mama, da zadevo definitivno uredim. Odlično, tudi jaz sem se ravno odločila, da definitivno uredim zadevo. Jaz sem se torej odločil, da vi še danes govorite z očetom. Čakaj, daj, najprej jaz tebi povem, kaj sem se jaz odločila. Jaz sem se, vidiš, dragi moj zet, odločila, da vzamem svojo hčerko nazaj. Kako da jo vzamete nazaj? Tako, da se ti lepo in človeško spraviš iz te hiše in zapustiš ženo. Kako, prosim? Saj se ni treba nič razburjati, si navaden brezdelnež. Dovolite. Obesil si se na njo, pa dekle je bilo že zatreskano in tako smo naredili traparijo. Zato sem si pa jaz domislila, da te naženemo. Sijajen načrt. Lahko bi celo dobil en plačilni razred, če se lepo in familiarno sporazumemo. Pa jaz ne prodajam žene za en razred. Dobro, no, pa če že siliš, naj boste pa 2. Pa kada smo na semju? Ta zobozdravnik bo zaženitega posrednika in je že govoril s človekom. A se sme vsaj vedeti, kdo je bodoči zet? Tako, častni konzul Nikaragve. To je pa zdaj to? Možak iz diplomacije in nasploh tak, kot se tudi spodobi za eno ministersko hčer. To mi je pa drago. Mora imeti tudi kakšen poklic. No, drugače je trgovec z usnjem. A smem vsaj vedeti, kako je imeti v Nikaragvi? Pa kakšen Nikaragva? Ja, ta bodoči zet. Njega misliš. Ime mu je Rista Todorović, trgovec. Se pravi Rista. In Zobar pravite, da bo za posrednika? Tako je, Zobar. Recite Zobarju, ne pride sem, da se pogovoriva. Sva iste obrti, tudi jaz znam zobevanje mati. Ni potrebe, ker stvar je že do kraja urejena. Danes pride ženin, da se vidi z dekletom. Pa s kakšnim dekletom? Ja, tvojo ženo. A Nikaragva pride sem, da bo gledal? Se razume. To je pa res lepo. Dekletu je treba reči, naj se obleče. In kaj mislite, bi se moral tudi jaz obleči? Pa kaj mi boš ti? Poroči se ti zase, če ti je treba, nas pa pusti primeru. Vas bom pa na odset povabil. A je to centrala? A je to fotograf Pešić? Tukaj je Živka, ministrica. Veste, gre za to, da me zanima, če kakšen tuj časopis potrebuje mojo fotografijo. Saj veste, kako je to inozemstvo. Hvala, nasvidenje. Fuj. Šoki! Pa kaj je sveta nebesa? Nemogoče, gospa, nemogoče je delati s tem človekom. To
To je tako nesramen in nevzgojen pagajec, takrat, ko vam ne zdržim več. Kaj je za Boga? Izvolite, vprašajte ga. Govori, kaj si rekel? Prav nič. To pa že presega vse meje. Pomislite, obsoval mi je mater. Nasrečni sin, a si učiteljici angleščine psuje mater? Nisem. Nasrečnik in zakaj psuješ mater? Pa če hoče, da neko angleško besedo, nek responsibilization izgovorim 10-krat. Pa jo izgovori. Ja, izgovori. Ti misliš, da je to tako lahko? Pa ne ona 10-krat izgovori pikčasta ptička iz pikčaste kletke. No, daj, 10-krat to ponovi. Suverira, imaš, vendar te ne vidi. Prostite, gospodična, prosim vas, jutri le spet pridite. Ah, s tem človekom je nemogoče delati. Vi le, ker pridite, ta človek bo že dobil svoje. Ah ja, no sluga. Že odšel? Ja, odšel. Uredila sem zadevo z njim. A, kako? Odrešila sem ga dolžnosti. Kakšne dolžnosti? Dolžnosti moža. Nič te ne razumem. Odkar si ministrica, vse skozi govoriš o nekakšnem uradnem jeziku. Kakšne dolžnosti si ga razrešila? Povedala sem mu, da od danes ni več tvoj mož. A vi še zdaj razumeš? Kako? Zakaj pa? Ker se je pokazala neka zelo lepa partija zate. Kakšna partija, mama? Jajna! Človek, kot je treba, kakršen se tudi spodobi zate. Časni konzul... Čika konzul že? No, saj zate je vseeno. Sicer pa Rista Todorović, trgovec. Pa mama, vendar nisem jaz poročena. Si, ampak to bomo izbrisali. On je uradnik, mama. Daj, kakšen uradnik? Ti si se zatrepala, mi smo umostili, zdaj ubijamo glavo od skrbi. Ampak zdaj nam ni treba več trpeti. Pa mene, a mene kaj vprašaš, če sem jaz za to? Čakam, da najprej vidiš ženina, pa te bom potem vprašala. Najprej vprašajte mene, če sem za to, da zapustim moža. Pa si ga zavil vato, pa daj pod pošter, pa pazina. Danes več ni moj zet. Je pa moj mož. Dara, ti res ne bi pustila tega prezdejneža. Samo, če bi vedela, da me vara. Vara? Kaj? Kdo to pravi? Moški je, mora varati ženo, tako je Bog uredil. Da bi to zvedela. Če bomo le živi in zdravi, pa boš zvedela tudi to. To ni res, to samo vi tako. Kaj jokaš? Joka, seveda joka. Oprostite, gospa. Gospod Pera Pisar prosi, če ga sprejmete. Naj vstopi. Oglasil sem se samo, če bi gospa ministrica potrebovala kakšne usluge. Hvala, za zdaj prav nič. Ampak viš, zdajle sem se spomnila. Poznate vi mojega zeta? Poznam, zelo dobro ga poznam. No pa, veste o njem pobliže kaj takega, naprimer, ali ima kakšno žensko, s katero je tako... No, saj veste tako. Tega ne vem, gospa, tudi slišal nisem. Do zdaj je bil samo reven uradnik, ženske pa stanejo. To pa ne drži. No, kateri si seveda tudi obmehni plači, vseeno kako pomagajo. Kako si pomagajo? No, tako, pomagajo si. Pa kako si pomagajo? Ja, nerodno mi je govoriti pred vami. Govorite vendar. No, če v hiši kakšna mlada služkinja, pa... Ja, kako se tega prej nisem spomnila? Dali ste mi krasno idejo. Me veseli, če sem vam ustregel. Ne boste, ne pozabili na me. Ne, seveda. Pera Pisar iz administrativnega oddelka. Anka! Prosim. Anka, dajte stopiti malo bliže, no. Kaj me pa, gospa, tako gledate? Povejte vi meni, Anka, kako ste takole z moškimi? Jo, moj bog, kaj pa vem, kako sem. Hotela sem vas vprašati, če se moški radi vrtijo okoli vas. Kako naj vam rečem, gospa? Moški so moški, no sploh se radi vrtijo naokoli. Gotovo, ravno zato. Anka, bi meni lahko uredili veliko uslugo in jaz bi vas zanjo bogato nagradila. Ja, seveda, gospa, ampak kakšno uslugo? No, da zavrtite mojega zeta. Joj! Pustite, no, joj, povejte, če bi šlo. Ampak, gospa, jaz nisem taka. Joj, gospa, kakšno grdo mnenje imate vi o meni. Poglejte, če pa to uredite, bom pa imela dobro mnenje o vas. Ne vem, gospa, a me vi skušate? Kaj bi vas skušala, dobili boste povišico. Kako bi bilo to lepo. Kaj mislite, se bo zavrtel? Ampak, dokot lahko grem? Kaj me
je li to mar? Zame je glavno, da je moja gazeta spravite v svojo sobo in da ga jaz pri vas zalotim. Da ga zalotite, ampak gospa, pri tem jaz veliko tvegam. Kaj hudiče tvegate? Potem se pa izkaže, da sem jaz kriva in se bo vse vsulo po meni. To vi le nič ne skrbite, to je moja skrb. Nič več nočete torej, ko da pride v mojo sobo, vi pa ga zalotite. Moja, dobro bi bilo, da uredite, da sname suknič in ga zalotim brez sukniča. Samo suknič? Ja, kaj pa še? No, to pa ne bo težko, zakurila bom peč. Zdaj, Maja! Ja, ravno zato! Torej, gospa, še enkrat, vi ne zahtevate nič več, kot da pride k meni v sobo, sleče suknič, vi pa ga zalotite. To je zame zadosti. Ampak, gospa, še enkrat bi vas prosila, da se ne bi izkazalo, kot da sem jaz prevzemala moža mladi gospe, pa bi se vse vsulo po meni. Saj se vam rekla, ne skrbite. In če bo mlada gospa huda name? V tej hiši imam pa pravico biti huda samo jaz in nihče drug. Dobro, na vse zadnje, če je vaša volja, računajte name, gospa, storila bom po močeh. Živka! Kaj tukaj? Kako kaj jaz? Kdo ste bo poglasil, če ne jaz? Zdaj, ko ste ministerska familija, ne? Veš, tvoj ujec sem, tvoj najbližji. Torej, takole sedimo v gostilni pa pravim, stopim malo k nečakini ministrici na kavo. Oni pa vsi, o, gospod Vasa, dober dan, gospod Vasa, kako ste, gospod Vasa? Ko da bi me nekaj šgečkalo okoli popka. Ja, gotovo se ti prileže. Seveda, od kdaj sem že čakal, da bi kdo iz naše familije takole odskočil. Saj vsak minister najprej poskrbi seveda za svojo familijo, ne? Pa še lepotne za državo. Pa saj mu je v končni fazi familija tudi bolj pomembna kot država. Ja, pa kaj, ti misliš, da si bom jaz celo našo familijo naprtila na puker? A saj nas ni niti toliko. Viš, naredil sem kar seznam. Ni nas več kot ene, 19. Kakšni 19, Vasa, pa to je cela vojska. Kaj si pa zapisal? Ja, familijo, ne, da jih sprejmeš, saj se vsi pritožujejo, da prihajajo k tebi pa jih noče sprejeti. Pa jih sprejmi kar vse naenkrat, kaj praviš? Ja, prav, naj pridejo jutri popoldne. Odlično. Ajde. Ajde. Gospa vizitka. Gospod doktor Ninkovič. No, izvoli. Poljubljam roko milostljiva. Dovolil sem si na vaše povabilo. Velika čast zame. Hotela sem vas prositi za neko uslugo. Zvedela sem namreč, da veste za vse ta pravila, kako bi rekla. Pravila imenitne družbe Le Bon Ton di Grand Monde. To je lepo, da ste se obrnili name. Jaz vam sestavljam jedilnik, večerje, menide dine, zabave, toalete. Jaz imam, veste, nekako posebej prefinjen okus. Un goût parfait. Dajte, no, jaz sem si pa ravno mislila, da ti delate eno večerno obleko. Gris palais, bel grav, ki se preliva v modrino vedrega neba, krep dešin in nekaj malo rožnatega. Ne vem, bomo videli. Šla bova skupaj k moji krojačici. Na Cera.
Vi mi kar izvolite povedati, kaj vse je imenitno, vse bom storila. Naučiti se morate bridge. Kaj se moram naučiti? Bridge. Brez bridža si ni mogoče misliti imenitne dame. Diplomatski zbor brez bridža ni diplomatski zbor. Res je. In še nekaj, gospa, če le dovolite, da vas vprašam. Tudi zaradi imenitnosti. Vprašanje je zelo delikatno. In question tout à fait discret. Ima gospa ljubimca? Vnaprej sem rekel, da je vprašanje zelo delikatno. Ampak jaz sem poštena ženska, gospod. Excellent! Saj ravno to je pri vsem tem zanimivo. Saj, če ima ljubimca nepoštena žena. To ni več zanimivo. Samo še tega mi je treba. Zagotavljam vam, da samo tako lahko postanete dama z ugledom, imenitna dama. Ne rečem ta bridge, ampak ljubimca. Se razume, da je od vas odvisno, kako boste ukrepali. No dobro, pa je bivša ministrica igrala bridge. Seveda, naučila se ga je. In tudi... Da, gospa, da, tudi ljubimca je imela. In kdo je to bil? Jaz. Popravici povedal, no mi tole še malo ne gre v glavo. Ampak nič ni bolj enostavnega. Od vsega, kar sem vam povedal, je bridge najtežji. Ampak jaz bi rada ostala poštena ženska. Ostanite, kdo vam pa brani? No, mede se mi v glavi, ne vem več, kaj govorim. To, kar vi pravite, to mi ne gre v glavo. To gre. Ampak vidite, gospa, ni glavno imeti ljubimca zaradi sebe, marveč zaradi ljudi. Voilà, ça c'est le principe fondamental. Pa kako to mislite? Že na naslednji zabavi morate pri tej ali oni dami postati predmet pogovora. No, če je samo to, da se govori... Gospod, to je tako, a ne prosim vas. Za ljudi bom nepoštena, zase bom pa poštena. Zakaj pa ne? Lahko tudi tako. Savao si. No dobro, pa boste tudi moj ljubimec? O, gospa, to je odvisno od vašega okusa, od vaših, kako naj se izrazim. C'est une question de vos sentiments intimes. Reč je hudo preprosta. Kar se tiče bridža, morate vaditi. Za ljubimca ni treba nič vaditi. Kako mi to ni treba nič vaditi? Sliši se, kot da mislite nekaj nekednega. Najbolje bi videli, kako nameravam to izvesti, če se kar precej lotiva stvari. Glejte, kako mislim. Bridža se lahko začnete učiti jutri. Za stran ljubimca si lahko postrežete kar takoj. Ljubimca kar takoj! Želeli ste, da vas seznani s pravili imenitnosti. Ja, niste vi krivi, ampak saj veste, kako je. Ali naj sodim, da so moji nadaljni nasveti odveč? Vi tako lahko pohoditi svoj čas. Kakor želite. No dobro, štejte, da ste od danes naprej na dolžnosti. Kakšni dolžnosti? No to, kot ljubimec. Zagotavljam vam, da boste zadovoljni. In še nekaj. Želite, da vam pišem ljubezenska pisma ali ne? Kakšna ljubezenska pisma, nikoli jih nisem dobila. Kakor želite. Jaz sem vam na razpolago. No dobro, pa mi napišite eno, da vidim, kako je to, in če mi bo všeč, vam jih bom še naročila. Prosim, brž, ko pridem v pisarno. Čez 10 minut boste imeli prvo ljubezensko pismo. Zdaj pa ročica, draga prijateljica. Mašarani, papa. Malo leč, vrti se mi v glavi. Queremos paz. Kaj pa vi delate pred ogledalom? Gospod, lišpam se. Dobro.
Saj sem mlada, menda sem tudi jaz, lahko komu všeč. Gotovo. Mladi gospod, na primer, ni bil nikoli kaj preveč pozoren name. Zakaj bi bil pa jaz pozoren na vas, Anka? Ja, sveta nebesa, saj ste moški. Ja, res, da sem moški, ampak... In saj veste, kako pravijo, vsi moški so enaki. Imate prav, Anka, ampak morate videti, da sem jaz poštenjak. Poštenjaki so bili vedno najbolj nadležni. Ja, vam verjamem, Anka. Veste, jaz nisem prav popolnoma pošten. Bi rekla, ja. Joj, Anka, kaj ste pa vi danes tako čudno razpoloženi do mene, a? Gospod, sanjala sem ja vas tako prečudovite sanje. Veste kaj, Anka, mi boste kasneje povedali sanje. Poglejte zdaj dušica, če je kje blizu moja žena, da bi govoril z njo. Ampak, a ne da vam lahko kasneje povedala sanje? Ja, seveda. Bil sem pri advokatu. In kaj imaš pri advokatu? Šel sem preveriti, če obstaja kakšen zakon, po katerem se lahko omožena ženska moži. A ti ni tvoja mama nič rekla? Mi je, pa kaj? In kaj si rekla, ko ti je govorila o možitvi? Rekla sem mi, da sem poročena, da imam moža in da ga ne mislim zapuščati. Ja, kaj boš pa rekla njemu? Komu? Ja, Nikaragvi. Rekla mu bom isto. Jaz še kar ne moram verjeti, da misli resno. Resno, če ti pravi. A ti veš, kdo bo za posrednika? Zobozdravnik, tisti, ki je napravil zlat zob. Pride tako k zobarju in se usede v tisti železni stol in pravi: Prišla sem, da mi zamenjate zob in da mi zamenjate zeta. Hvala lepa. Oče, da kakšne klatiš, nič ne morem, če jo znočam. A ti zase si pa odločena? Vse dokler se ne bi prepričala, da me varaš. Jo, odkot ti pa zdaj to? Prostite, gospa, prišlo je pismo gospoda Ninkoviča. Ne more vas prejeti. Hvala lepa. Poljubljam roko, gospe ministrici. Prosim, povejte ji, da prosim leto, da ne bi pozabila. Bom povedala. Veste moje ime? Da, gospod Pera, pisar. Iz administrativnega oddelka. Dobar dan, je gospa doma? Doma. Sicer pa je zame bolj važno, če doma njim zet čeda. Z njim imam po gospeni zapovedi nek važno pravnik z njim. Prosim, pojdi. O, stric Vasa! O, čeda! Ste me klicali? Sam, prosim, sediva se. Kot odposlanik gospe Živke. Ne kot odposlanika, pa kot stric. A nisem imenjen stric. Ja, ste. Veš kaj? Daj ti meni povej. Kaj bo človeku žena? Bolje, kaj bo tebi žena? Žena? Joj, prav nič mi ne bo žena. Kaj si ti rekel? Povej ti meni, kaj bo žena Nikaragvi? Kakšnemu Nikaragvi? Ja, temu, ki mi je prišel vzeti ženo. Ja, so tudi taki, ali? Ja, so. Ampak seveda, ti si pameten možakar, gled. In če imaš kaj soli v glavi, me boš poslušal. Pusti ženo. Seveda, to sem te imel v Živki in imenu vprašati. A jo boš pustil ali ne boš? To si me imel v imenu Živka vprašati. To in nič drugega. Pa povej Živki, da je ne bom pustil. To pa ne bo šlo. Živka mi je izrecno naročila, da te od tega trenutka dalje ne števe za svojega zeta. Sicer pa, če bi hotel kaj od nje, lahko priješ samo uradno
Priložiš pismo podrejenim in prosiš, da te sprejme. A to ti je naročila? Tako. Pa ni morda rekla, da prinesem še cilindar? O, seveda, cilindar je obvezen. Pa rokavice tudi najbrž. Brez rokavic ne gre. Povej raje tole, Živki. Povej Živki, da se gremo obleč, potem se pa kar najavim. Živka 3. No, kaj pravi? Nič, še slišati noče. Dok drug bi se zlomil, ta je pa trmast kao mula. Se pravi noče z nepa. Nikakor noče. Grozil je, da bo uhlje porezal, zobe zbil v gotanec. Meni je pa celo predlagal, da si kupimo bliž. Saj ti zadnja grožnja se nanaša. Ne boj nas! Še danes bo zahtevala, da ga premestijo v Ivanico. To sem mu rekel. In kaj pravi? Da bo šel. Ampak boš ajno za sabo. Tudi za to sem poskrbela, samo čakam, da Anka zakuri v pek in mu speče pogačo. Dara mu bo obrnila hrbet in ga niti pogledala, ne bo nikoli več. Poslušaj, Živka, zdaj bi moral pripeljati familijo. Spet tako je familija. Prav, naj bo, ampak naj ne bodo predolgo. Saj veš, danes pride novi zet na obisk. Ne bodo predolgo. Ajde. 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 Prosim. Kaj vendar delate, Anka? Meni je potrebno, da to opravite še danes. Veste, začela sem bolj oddaleč. Dajte vi to odblizu se te stvari bolje končajo. Oprostite, gospod tajnik me je prosil, naj tega le privedem. Nesrečnik, spet si nekaj zagrešil. S pestjo je udaril po nosu sina angleškega konzula in mu obsoval očeta. Lahko jaz grem? Lahko, vse kostimo bom polovila. Razumem. Kaj si ušpičil hudova grda? Prav nič. Nič. Kaj si mu šel obsovat očeta? Pa če ga on tudi meni. Ni res, on tega ne zna, on je vzgojen otrok. Le se pa motiš, je. Lepo sem mu rekel, nisem bil matne, če ne mu eno prpali, vam pa meni, to pa po angliško meni, da mi psuje očeta. Pa ni res. Je res, učil sem se, bilo je v lekciji. O, ti nesrečnik, kaj ti veš, da je to angliški oče? Hanka, speli mi ga spred oči, da ga ne vzgoji, kaj piščeta. Anka, ste sami? Sama. Joj, kaj ste se pa vi tako lepo oblekli? Zaradi vas, Anka, to je moja poročna obleka. To mi je pa ljubo. In tako oblečeni boste prišli tudi k meni v sobo. Se razume? Še danes? Še danes, kar zdajle. Ampak vas prosim, Anka, da me prej najavite pri gospe ministrici. Gospod Zet čaka v predsobi. Recite gospodu Zetu, naj se mi spravi spred oči, ne bom ga sprejela. Ampak gospa, če ga ne sprejmete, boste vse pokvarili. Kaj bom pokvarila? Gospod Zet je rekel, da po pogovoru z vami pride k meni v sobo. To je rekel? Da. Prav, pripelji ga noter, sprejela ga bom. Ali imam čast z gospo ministrico? Izvolite sesti. Kaj želite, gospod? Prišel sem za stran silno delikatne zadeve. Želite povedati? Veste, gospa, življenje je nad vse kompliciran pojav. Narava je ustvarila bitja... A mislite tukaj predavati ali mi imate kaj reči? Za tole gre, gospa. Nekega prijatelja imam, mladega moža. Moža z bodočnostjo. Oženil bi se rad in meni je zaupal stvar, da sem mu ženitni posrednik. In kaj to meni mar? Ja, odločil se za ženitev in hoče izbrati edino nezrelo žensko. Gospa, noro je zaljubljen v vas. Kaj pravite? Gospa meni, da ste vi zreli. Če ji da vdihni.
Ja, pa sem mu rekel, ampak gospa je poročena in je poštena ženska. Saj tudi sam. Ja, pa pravi on meni, če bi bila poštena, ne bi sprejemala ljubezenskih pisem od mene. Oče, da utihni v peklo, naj te pogolta utihni ali pa te s dolom pogabi. Ja, pa sem mu rekel, vem, gospod Ninkovič, da se je pisali pismo. Bral sem ga. To ga je bral? Jaz. Naj gre z hudiču in ti z njim ven, čeda ven. Ja, ampak gospod bi prišel na obisk. Pojdi ti na obisk v Ivanico. Dara! Ubila ga bom, prisežem, ubila ga bom. Pa koga vendar? Pa tistega tvojega. Pa zakaj pa? Si misliš, upa si norčevati iz mene. Ubila ga bom, pa naj si govoriš, laj sedet, ker je ubila zeta. Ubila ga bom. Pa kaj je naredil? Prišel me je zasnubit. Kako zasnubit? Posrednik. Moj bog, mama, kaj govorite? To ja ne gre snubiti ženo pri živem možu. Da pa spet lečeš na tisto, zate je drugače. Pa zakaj bi bilo drugače? Ker je drugače, če ne pa bo drugače. Ta ne bo več moj zet, pa če bi imel grono na glavi. Pa že spet. Bo že videla. Živka, prihajajo. Kdo? Familija. Amo bre! Veš, Živka, nihče se ni bolj razveselil tvoje sreče, kot je. Živkica, ti si bila vedno moja najljubša v familiji. Jaj, hvala sem, da ste prišli. Jaj, oprostite, da vas prijemam kar vse naenkrat, tako sem zaposlena. Nikoli si nisem predstavljala, da bo biti ministrica tako naporna. Živka, vsi vemo tukaj, da si zelo zaposlena, zato se, če hočeš kar loti stvari. Ti kar vsakega po vrsti vpraša, kaj bi rad, pa boš videla, kaj se da narediti. Naj ti vsak pove svoje želje, jaz bom pa zapisal. Pa boš ti videla, kar se da, kar se ne da, se pa ne da. Dajte vi mene eno sokero zrihtati, prosim. Matura! Po vrsti! Izpi traktor! Oprostite, ravno zdaj imam napovedane pomembne sestanke z diplomacije. Čuli ste ju, amo vanka, razlaz! Ti želiš, Vasa? Jaz ti bom nakratko povedal. Jaz bi eno državno pokojnino. Pa ti nisi bil nikoli uradnik? Nikoli. Pa nikoli v nobeni službi? Nikoli. Zakaj bi ti potem priskrbela pokojnino? Ja, tako ne kot državljanu. Toliko ljudi ima državno pokojnino. Zakaj ne bi bil tudi jaz? Prav, naj bo, kar moramo ustorila. Odlično. Ajde. Kakšno prelepo srečanje, Anka. Ste čakali name? Se razume. No, pojdite zdaj v svojo sobo. Takoj bom za vami. Boste res? Seveda. Poljubi me za Aro. Prav rad. Krasna Ara. Grej in čakam. Klanjam se. Dobar dan, je dovoljeno? Seveda, izvolite. Čast mi je predstaviti se Risto Todorović, častni konzul Nikaragve. Me veseli, da se spoznava.
Joj, dovoli mi, da te tikam. S kom imam pa čast? Jaz sem, da boš vedel, jaz sem stric Vasa, Živkin stric. A vi ste torej stric Vasa? Sem mislil, da ste starejši. Ja, no, pa nisem. Sem že slišal za vas in me res veseli, da se končno spoznava. Ja, mene tudi veseli. Glej si ga, no, kakšen trebušček pa ima, zapeljivec nikaragvanski. Jaz že vem, kaj te je prineslo. Res? Všeč ti je naša Dara, a? Saj veste, kako je. Vem, kaj pa. No, pa te nič ne moti, da je tuja žena. Kaj bi me pa motilo? Kakor naprimer, če kupim hišo, me nič ne moti, če vem, da je prej bila tuja, če vem, da je zdaj moja. Se razume. Star gospodar se izseli, ti se pa vseliš. Tako je. Ne bi si mislil, da si zmožen tako filozofskega pogleda na življenje. Nobene ovire ni več. Nobene. No pa vendar, še vedno me zanima, kaj bomo storili s tistim nič vrednežem. S kom? Ja, z njenim možem. Ta nam je v veliko napoto. Vam Živka ni rekla? Ni. No, gospa Živka se je zmenila sobarico, da ga z nami v njeno sobo in ko bo tam brž ona odraz z Daro in s pričami. Ta je pa dobra, to se bo ujel. Pa potem? Potem pa no, gospa Dara je rekla, če se prepriča, da jo vara, ga takoj pusti. Odlično. No, pa še vedno me skrbi, da nam ne bi kaj pokvarjalo tako izvrstno zamišljenega načrta. Kaj pa? Ja, ne bi ti bilo treba še priti. Veš, prisegel je, da te bo ubil in je kupil tolikšen revolver, kalibra za vale ubijati. Kaj bi me pa kar ubil? Ja, no, vpričo mene je prisegel in sem tudi osebno videl revolver. Ima 6 strelov, ampak lahko si gotov, vsaj 4 krogle te bodo zgrešile. Kaj pa oni 2? Ja, no, 2 krogli boš pa že pogoltnil, če s tem rešiš čast Nikaragve. Poslušaj, Stric Vasa, kaj pa če jaz grem pa se bo ne bi bilo pametno. Joj, ampak prepozno. Zakaj prepozno? Joj, tukaj je. Kaj pa zdaj, Stric Vasa? Joj, skriti te moram. Anka! Prosim. Ančica, storite eno veliko uslugo zame. Peljite tegale gospoda hitro v vašo sobo in zaklenite vrata. Nevarnost je velika. Pa potem? Potem pa, saj veste. Hitro. Raka! Raka! Sva, kaj si pa ti tako lepo oblečen? Ja, no, ti bom rekel, ampak da nikomor ne poveš. Na, 1 dinar ti dam. Sicer vem, da bi ti mama dala 2, če ji poveš, ampak bodi karakter, pa ji ne povej. Veš, grem kanki v sobo, a razumeš? Ja. Mama! Kaj pa je, sine? Veš, kje nam je dal 1 dinar, da sem močen karakter, pa ti ne povem, kje je zdaj. Ampak, če mi daš ti 2 dinarja, bom še močnejši karakter, pa ti povem. Govori, kje je. Ja, 2 dinarja pa zveš. Zverina grda, tu imaš, hitro govori. Mam le, prijanki v sobi. Ja, ravno je šel. Moj fante, tu imaš 2 dinarja, da pa hitro pojdi poklicat Dara. Alright, Dara! Ja, joj, ljuba moja hčerkica, poklicala sem te, da te pripravim na ta hud udarec, ki te pričakuje. Bodi hrabra. Kaj je spet? Sem ti povedala, da se boš tudi sama prepričala, da te oni nič vrednež vara. Tvoj lastni mož je v tem trenutku pri naši Anki z nečednimi nameni. To ni res. Raka, povej, kje je nas nečeda? Naj mi daj 1 dinar pa zveš. Pa znaj, ne, sinte na ti dosti. Od zdaj naprej nič več ne delam za ston. Greva. Ja, da vedno usoda najbrž. Soda, da piješ so poselsko sobo, sveče sukniči reče, da je to usoda. Če je zakurjena peč. To je ta častni gospodič, ki si mi ga namenila. No, prav lepa, hvala, mama. Kaj iščeš tam notri? Stric Vasa. Zdaj pa je priskrbel za celo familijo. Jojo, plecite vendar suknic, se boste še zmrznili. Pomagajte, Stric Vasa, vi ste mi rekli, da se skrijem sobarici. To da je Stric Vasa. Da pri vsem na svetu prisegam, da bo še danes premeščen v Ivanico. Joj, raje me premestite v Nikaragvo.
Raka, kaj veš, zakaj gospa kupuje toliko današnjih časnikov? Ma jasno, da vem. Pozmerjali se v časopisu, pa je hoče vse pokupiti. Da so zmerjali ministrico! Pozmerjali se zaradi tebe! Ja, zaradi mene! Čakaj, ti preberem. Gle? Ajala. V neki pokrajini na Kitajskem. Pazi, da naj jo mama ne dobi. Dobro, pazim ti kar beri. V neki pokrajini na Kitajskem imajo še dan danes nek čuden običaj. Če je tam snubcu všeč poročena ženska, jo zasnubi, ne da bi se oziral, če ima živega moža. To se je pred nekaj dnevi pripetilo pri mandarinu Sipopo. A veš, ta Sipopo, to je moj oče, Sima Popovič. V njegovo ženo, ki je priskutna babnica, se je zaljubil neki Niniko. Se mi je zdelo, da vem, kdo to je. Na dom je celo poslal ženitnega posrednika. In hkrati, ko je neki Karagua prišel snubit Sipopojevo hčer. A veš, kdo je ta Karagua? Kdo? Ja, tisti, ki so ga našli v tvoji sobi. Joj, revček, Bogi pa čisto nič ni narobe storil. Pa, kako prosim? Ja, zakaj pa bo to izslekel suknič? Čisto nedolžno ga je slekel. Joj, veš, Anka, če bi jaz bil v tvoji sobi in slekel suknič. Kaj da bi bilo? Ja, no, bi si potem slekel tudi hlače. Marko, briži pam, zgrdi! Ja, kaj, vidno pa tule sedita, pa časopise bereta. Skidaj se, da te ne vidi mama. Vi, Anka, bi se pa tudi lahko prijeli kakšnega dela. Ti pa prav resno pakiraš. Kaj pa naj? In si se res odločila, da greš mama? Odločila, tu je norišnica, odkar je oče minister. Ja, koliko časa pa je že to pravim? Sramota, še iz hiše si ne upam. Rada grem s teboj. Blamaža, cel Beograd se trese od smeha. Grozno. Za časopise se trgajo. Pa ti veš, kdo je pisal? Povem ti, če mi daš častno besedo, da ne poveš mami. Povej, kdo. Jaz. Čedo, kaj si naredil, kako si mogel? Kako pa je mogla ona mene premestiti v Ivanico? Pa kje si imel srce, ona je moja mati. Kje pa je imela ona srce svojih hči premestiti prav tja v Ivanico? Sramotil si nas, sramotil si celo hišo. Sramotila je ona. Pa se ne vidiš, prosim te, skrajni čas je bil, da se to žensko ustavi. Pa ti misliš, da bo to pomagalo? Upam, da ne bo postal vprašljiv celo očetov položaj. Ubogi oče, za stran mene povem, bilo bi mi ljubše, če oče ne bi postal minister. Dej, ni križ v tem, da je oče postal minister, ampak da je mati postala ministrica. Živka 4. Dara, s teboj bi se resno rada pogovorila. Prosim, da se tuje osebe odstranijo iz te sobe. Evo, gospa, kupil sem še 6 izvodov. Hvala vam, vi ste jih kupili največ. Pravijo, da si jih veliko proda. Ja, kako bi rekel, berejo se. Ko bi se vsaj dalo zvedeti, kdo je pisal. Verjemite, sem pozvedoval, pa se ne da zvedeti. Dobro. Še to sem kupil, več pa ni. Pa si se poizkusil zvedeti, kdo je pisal? Pozvedoval sem na vse strani, pa se ne da izvedeti. Ma, ozmerjajo me pa očrnijo. Nič, v zemljo bom rila samo, da ga najdem. Ko ga pa najdem, bom mamco klical, pa klev tisto uro, ko se naučil pisati. Zadavila ga bom, razumeš, s temi rokami ga bom zadavila. Oprostite, gospa, prišli je še eno pismo. Kdo nekje pa to je načičkal ta podpis? Ne znam prebrati. Ne meni. Torej, R-I-S-T-A. Rista. Kateri Rista? Je tisti, ne, Nikaragva. Samo še njega se manjka, kaj bi pa rad? Čakaj, torej. Nisem štedil ne napora, ne sredstvo, da bi izvedel zapisa tega članka.
A na koncu mi je le uspelo izvedeti. Kdo je? Čakaj, no da preberem. Hitro preberi! Ne prekinjaj me. Torej, pisec tega članka v časniku je stric Vasa. Vasa? Vasa pijandura, kaj s tabo? Vasa! Čakaj, no, mater, čakaj, bom zdaj pa nedožno pokončal. Ja pa spravi se mi izprenoči, če ne te pokončam. Čakaj. A lahko se do konca preberem? No, preberi hitro. Torej, pisec tega članka v časniku je stric Vasa. Oziroma tisti, ki se izdaja kot stric Vasa. To pa je vaš lastni zet. Čakaj malo, kdo? Vaš lastni zet, tako piše. Zet? Taj mat. Hiša mi je usral, čas mi je oblatil, da bi se mu posušila roka, s katero je pisal. Ja, pomiri se, no. Pa kako naj se pomirim? Moje življenje si sekel kot faširano meso, kako naj se pomirim? Vaso, daj mi puško mi daj, da počim zverino. Ali pa ne, zastrupila ga bom. No, podgano ga bom zastrupila. To ne gre. Glej, vdihni. Torej, to ne gre. Jaz pravim, da ga kratko malo tožim. Pa da bi mu drugi sodili, a ne jaz mu hočem soditi, jaz se razumem. Ja, kako pa to misliš storiti? Izgnala ga bom. A v Ivanico? Kakšno Ivanico čez mejo? Halo, ministrstvo? Da, tukaj Živka. Sima, poslušaj me dobro, če si oblast in če si minister, precej naredi, kot ti rečem. Sima, halo? Ne slišim ga, nekaj preklinjaš, mi prosim, pomagaj. Ne. Sima, Vasa pri telefonu. Kaj pravi? Jezen je, hudo je jezen. Pravi, da je vprašljiv njegov položaj. Položaj vprašljiv, samo poskusi naj, če odstopi naj kratko malo ne hodi domov, tako mu reci. Slišal si ženo? Ma ne, sama grem tja in utremo ministersko sejo, če že predloži odstop, mu ga raztrgam, drugim ministrom mu pa rekla, ne vsak najprej pred svojim pragom pomete. Čena, dana raka, primite mamo. Sprejeli so odstop. Da bi te to zlodel, kaj si ga ponudil? Zaradi tebe. Kaj zaradi mene? Reči povedal, ti nisi bil za ministra, reči tako povej. Seveda nisem bil ob taki ženi. A zdaj nismo več ministri? Seveda nismo. A nič več fijakerja, ministerske lože, a vse to je šlo, a vse? Šlo je, seveda. Da, Zlado! Molči mula, da bi se jezik pregriznil. A zaradi mene, če bi bila jaz minister, bi ti videl, če bi odstopila zaradi tebe. Vi, a ne, se pa tresate pa hahljate. Ampak čedo, zapomni si, do konca sveta se bova dajala, ne boš imel miru pred mano. Ti pa spakiraj kovčke, no daj spakiraj. Če se ne znaš, da biti tega klošča. Ampak vedi, ne boš šla salonskim vagonom, ampak s tretjim. Kaj se pa ti reviš? Ja, no pojdi obrat familijo, povedal sem, da nisem več ministrica. Ne vsi zavreske od veselja začel. No prav, res, dosti je bilo za Živka. Tako bojo zalajali, ker jih poznam in tudi tebe poznam. Pojdi. Kaj se pa vi ležite? A moji usodi? Vedite, da zdaj nisem več ministrica in da ne rabim biti več imenitna. Da se vam ne bi zdelo za malo, če se jezikom usekam po vas. Pojdite domov, pojdite! Ne vas nikar hudič ne premoti, da bi me opravljali. Saj, kdo ve, danes ali jutri sem lahko spet ministrica. Samo da se pozabi ta škandalček in bom spet tu. In da mi ne bi takrat rekli, ja no, kaj nam pa nisi povedala. Ja no, pojdite zdaj, pojdite! Beogradski mali pijac poplavila Sava. Beogradski
mali pijak poplavila Sava. Moju dragu, eto tako, zabolela glava. Moju dragu, eto tako, zabolela glava. Preplivaću i Dunav i Savu. Preplivaću, eto tako, i Dunav i Savu. Da pronađem lekovitu travu. Da pronađem, eto tako, lekovitu travu. Da izlečim mojoj dragoj glavu. Da izlečim, eto tako, mojoj dragoj glavu. Kad mi draga na ramenu spava, da je nikad, eto tako, ne zaboli.